V našem zdravstvu je kot vedno veliko akutnih in aktualnih vprašanj, ki se nanašajo na rešitev ne le samega sistema, ampak tudi na izboljšanje razmer, ki bodo pripomogle k ažurnejšemu, kakovostnemu in varnemu zdravljenju pacientov. Pa naj gre za problem zdravnikov družinske medicine ali za povsem aktualne konkretne teme, s katerimi se ukvarjate v sindikatu Fides. Ja, seveda. Jaz mislim, da, in to smo že večkrat povedali, da je zdravstvo absolutno potrebno temeljite reforme. V tem mandatu je pač treba storiti tisto, kar je moč storiti v tej koaliciji. Nameni so sigurno dobri. Ta hip je za nas kot sindikat zdravnikov pomembna realizacija sklepa vlade, da se za zdravstvo vpelje nov plačni sistem, kajti trenuten je po vertikali in horizontali tako rigiden, da ni spodbuden, ne. Pomeni erozijo zdravstvenega sistema, torej tisti, ki govorijo o javnem zdravstvenem sistemu, v bistvu z vztrajanjem na tem plačnem sistemu povzročajo njegovo erozijo. V čem se ta erozija vidi? V tem, da zelo veliko, praktično minimalno zdravnikov se odloča za družinsko medicino, kajti plača družinskega zdravnika je v bistvu po končani specializaciji 2 minimalni plači. Tu je družinska oziroma ta splošna medicina v začaranem krogu negativne spirale. Vedno manj je zdravnikov, ti, ki se javljajo, ne nadomeščajo niti tistih, ki gredo v pokoj. Ob tem so tile vedno bolj obremenjeni in nimajo, pravzaprav v tem ne vidijo nobene prihodnosti in nobenega zadovoljstva. Čeprav sem vedno kritiziran, ko omenim medicinske sestre, ne, ampak jaz sem zdravnik, ki pač delam z medicinskimi sestrami in mislim, da je zdravstvena nega pomemben del zdravljenja. Jaz se podpišem na vsako odpustnico, tudi na vsak mrliški list. Obstaja veliko pomanjkanje srednjih medicinskih sester, to je najbolj ponižen poklic v zdravstvu in tudi zelo slabo plačan, ne. Sprašujem se, kdo bo negoval paciente, ker medicinske sestre seveda odhajajo, zlasti srednje medicinske sestre, ki so jim celo vzeli naziv, ne, v druge boljše plačane poklice, celo z manjšo izobrazbo. Ponudba vlade je, po mojem, da se ta plačni sistem spremeni, odlična. Mi smo jo vzeli resno in pričakujem, da bo realizirana še v tem mandatu, če ne je vsako govorjenje pravzaprav brez potrebe. Težave so seveda tudi na sekundarnem in terciarnem nivoju. Najboljši vrhunski terciarni specialisti sploh niso dodatno nagrajeni, nimajo nobene nagrade, ne glede na njihove dosežke. Mi smo v kolektivni pogodbi novi, sodobni, predvideli tudi nagrajevanje terciarnih specialistov. Je pa res, da ko imam kontakte z kolegi po Sloveniji, čutijo vse manj pripadnosti javnim zdravstvenim zavodom, zelo veliko jih ima parcialne pogodbe, torej delajo nekaj časa pri svojem glavnem delodajalcu, pa hodijo tudi v druge, zasebnikom delati. In tiste, ki so to povzročili z obstoječim plačnim sistemom, na obstoječem plačnem sistemu, so odgovorni za erozijo javnega zdravstva. Torej, to javno zdravstvo je vedno manj dostopno, pacienti vedno bolj čakajo in če se ta stvar ne uredi, bo situacija samo še slabša. Pa ste bili v povezavi z vsemi temi težavami, problemi, ki so akutne in aktualne, v navezi, v dialogu tudi z ministrom za zdravje? Absolutno smo v navezi bili že lani avgusta meseca z predsednikom vlade, ne, ki je tudi javno povedal, da je pač ta plačni sistem treba spremeniti oziroma zdravstvo izvzeti iz obstoječega plačnega sistema, verjetno tudi druge poklicne skupine. Potem je seveda prišel drugi val. Mi smo ta čas porabili za pripravo zelo sodobne nove kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. In naloga ministrstva je bila do 20. aprila pripraviti predlog zakona, s katerim naj bi nas seznanili. Minister mi je povedal, da so bili zelo zasedeni z zdravljenjem oziroma
aktivnostmi v zvezi z epidemijo, to razumemo in v najkrajšem možnem času pričakujemo, da bomo seznanjeni s spremembo zakona oziroma z novim zakonom, o katerem se bomo seveda morali uskladiti. Ta zakon mora dati samo možnost nagrajevanja zdravnikov in drugih zaposlenih v kolektivnih pogodbi. Zakonske rešitve plač niso evropska plača, so preveč rigidne, brez tega zakona pa pravzaprav se ne da nič narediti. Kako pa kot zdravnik v zdajšnjih razmerah, ki jih narekuje epidemija, še vedno zelo izrazito komentirate dogajanje na klinični ravni, dogajanje v bolnišnicah? Kako je s skrbjo za paciente? Zdi se, da so problemi, ki so že stari, zdaj z vso močjo prišli na dan. Jaz mislim, da bodo šele izbruhnili. Pokazali se bodo, zdaj je pravzaprav zdravstvo zlasti, jaz lahko rečem, tisti kolegi in tiste sestre, ki so delali na COVID-u, bi jim snel klobuk ob vsaki uri, torej ni dodatka, s katerim bi se jim zahvalil. Nekateri niso koristili, vidim, v našem javnem zavodu dopustov že 7 mesecev, so na meji izgorelosti. Vendar je ta boj z epidemijo, v bistvu je to vojna, neke vrste zdravstvena vojna z virusom, je do neke mere v stran potisnil vse druge probleme, ki ostajajo in ki seveda so in v prihodnosti se bomo morali z reševanjem tega resno soočiti. V bistvu pa ob tem lahko rečemo, da človeka nekako kar boli, ko sliši in vidi številne odzive v javnosti, na družbenih omrežjih, ki nekako zanikajo obstoj tako epidemije, kot tudi ukrepe, češ da so povsem nepotrebni, da omejujejo njihovo življenje, možnost njihove izbire, njihove svobode. Vsi bi se lahko pritoževali na tak način, pa se nekako preprosto ne zdi etično. Torej, absolutno zlasti je vsega obsojena vredno, da so med njimi tudi zdravniki. Jaz imam kolege čez mejo, kjer je zdaj Furlanija, Julijska krajina, pa praktično kmalu bo cela Italija v beli, tako imenovani beli coni. Oni imajo 1 ali 2% okuženih. Vsi, mislim, da bodo nosili maske do 15. junija, če ne celo dlje časa zunaj, torej ne v zaprtih prostorih in ni nobenih pritožb. Prav tako tudi v drugih državah. Slovenci smo potem pravzaprav v slabem nekaj posebnega. Vsega obsojanja vredno.